Osvobodilna fronta je bila ustanovljena 26. aprila 1941, ko so predstavniki različnih političnih strank ustanovili protiimperialistično fronto. Nastala je 10 dni zatem, ko je jugoslovanska vojska v Beogradu podpisala kapitulacijo in dobrih 14 dni po okupaciji Slovenije. Sicer Osvobodilna fronta, sprva se je imenovala protiimperialistična fronta, je bila ustanovljena na pobudo Komunistične partije Slovenije 26. aprila 1941. Ustanovni sestanek je potekal v hiši dramaturga Slovenskega narodnega gledališča in publicista Josipa Vidmarja v Ljubljani. Tega sestanka pa so se na pobudo Komunistične partije udeležili poleg njih še tako predstavniki krščanskih socialistov, potem demokratičnega dela Sokola in predstavniki tako vidnih kulturnih tako delavcev. Na tem sestanku so ustanovili uporniško organizacijo, ki je zajela široke sloje prebivalcev, ne glede na njihovo versko ali politično pripadnost. Zavzemali so se za boj proti okupatorju in uveljavitev ljudske demokracije na osnovi pravice naroda do samoodločbe. Osvobodilna fronta je bila pomembni del odporniškega gibanja, tega jugoslovanskega odporniškega gibanja. Že od spomladi leta 1943 dalje je bila v tesnem stiku z zahodnimi zavezniki, skupaj z njimi so kasneje pripravljali tako vojaške operacije, reševala je te zavezniške letalce, tako od zahodnih zaveznikov, kako od Rdeče armade pa je dobivala pomoč. Čeprav je seveda ta oboroženi boj na slovenskem ozemlju potekal v zelo težkih razmerah, to odporniško gibanje, sploh vodstvo odporniškega gibanja v času druge svetovne vojne nikoli ni zapustilo slovenskega ozemlja. Tudi Alojz Kajin se je takrat še kot 16-letni deček z bratom pridružil uporniškemu gibanju. To bo šel mlad delati, ja pa brat smo bili. A družina moja je bila takoj internirana v Italijo. Doma je vse zapaljeno, samo nam. Kot najpomembnejšo vrlino vsakega vojaka je izpostavil pogum. Le-ta ga je vodil v svoj bogati vojaški karieri skozi številne vojaške spopade, v katerih je izgubil tudi nemalo prijateljev in znancev. Tako da, jaz sem bil vajen vojnemu poklicu. Imao sam zato, kako bi rekao, smisla. Bio sam odločen, bio sam brz. Tako da, to me je i krasilo kao vojaka. Jer vojak mora biti, ne mora biti mevža. Tu nemaš ti levo, desno, ne. Nego brzo, pravilno se odločiti. In to pa je bila moja osnova in moja lasnost. Tako da mi je to omogočilo sigurno napredovanje. Drugo, sam bil hrabar. Nisam se nobenega bal, kao pa pravzaprav. Napadal ti moraš biti hrabar. Osvobodilna fronta je dvignila zavest Slovencev in jih iz naroda hlapcev povzdignila v narod vojakov. Med drugim je negovala tradicijo slovenskega naroda, preko katerega se je narod sploh ohranil. In tako že 77 let ohranjamo spomin na tiste, ki so v boju za osvoboditev domovine izgubili svoja življenja.